Kristus naj sprejme, kar je njegovega. Telo je iz zemlje, duh pa je od zgore vdihne. Nebeško roso, naj orosi tvojo dušo, Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Telo našega brata izročamo zemlji v trdnem upanju, da ga bo Kristus, ki je prvi vstal od mrtvih, preustvaril, da bo podobno njegovemu poveličanemu telesu. V križu našega Gospoda Jezusa Kristusa je vstajenje in življenje. Po njem naj ti zasije luč večnega življenja. Priporočimo pokojnega Dragota Gospodu Jezusu Kristusu, ki je rekel: jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje. Gospod Jezus, mrtve si obujal v življenju, podeli večno življenje tudi pokojnemu bratu Dragotu. Prosimo te, usliši nas. Očistil si našega brata pri svetem krstu in ga okrepil s svetim bolniškim maziljenjem, pridruži ga svojim svetim in izvoljenim. Hranil si našega brata s kruhom večnega življenja, sprejmi ga k mizni svojega kraljestva. Potolaži nas tolažbo vere in z upanjem na večno življenje. Molimo, bratje in sestre, za pokojnega Dragota, pa tudi za vse, ki počivajo na tem pokopališču, in za vse rajne Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Da bi tudi sami srečno sklenili pot zemeljskega življenja, se priporočimo Gospodovi naši Materi Mariji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Molimo. O Bog, smrtjo in vstajenjem svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, si premagal smrt in nam podaril novo življenje. Zaupamo tvoji besedi in te prosimo, daj pokojnemu delež večnega življenja po Kristusu našem Gospodu. Gospod, daj mu večni pokoj. Naj počiva v miru. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Atu v sobot. Ko sem razmišljal, kaj nam povem ob smrti, vsem nam, ljubega človeka, moža, očeta, dedka, brata in tasta, sem se zavedal, da ga je vsak od nas videl malo drugače, imel rad po svoje in bil z njim povezan na poseben način. Nekaterih stvari v življenju se ne da meriti in tehtati. Pa vendar se ljudje v zrelosti ne obremenjujemo več z našimi karierami, avtomobili, ki jih uporabljamo, ali s tem, kam bomo šli na dopust. Iščemo mir, harmonijo in ljubezen, kar večinoma najdemo v stiku z naravo in v odnosih z svojimi najbližjimi. Želimo si utelešati dobroto, poštenje, sočutje, prijaznost in to deliti z drugimi. Ata Drago o tem ni govoril, ampak je vse to posegljal na svoj zadržan, nevsiljiv, šaljiv način. Vsak od nas se ga bo spominjal po dogodkih, ki smo jih skupaj preživeli, po zgodbah, ki ga bodo ohranjale med nami, čeprav se je poslovil. V šolah se naučimo marsikaj pomembnega za naše življenje in preživetje. Le redko pa se naučimo, kako se soočiti z življenjskimi izgubami in bolečino, ki nas spremlja. O tem govori ta čudoviti zapis o človekovi minljivosti. Po smrti ljubljene osebe se ostra bolečina čez čas spremeni v žalovanje. Žalovanje v tišino in tišina v osamljenost, tako veliko in globoko, kakor temna morja. Misliš, da ne boš mogel več živeti. Misliš, da je svetloba tvoje duše ugasnila in da boš vedno ostal v temi. Ako si tako uvit v trdo temo, ko imaš za svet zaprti obe očesi, se ti v srcu odpre tretje oko. In še takrat spoznaš, da si vid ne sklada z notranjim vedenjem. Nobeno oko ne vidi tako ostro, kakor oko ljubezni. Po žalovanju pride nov letni čas, nova dolina, nov ti in ljubljenega, ki ga ni nikjer najti, nenadoma vidiš posod. Vidiš ga v kapi vode, ki pade v ocean, v plimi, ki sledi rastoči luni, ali v jutranjem vetru, ki širi svež vonj. Vidiš ga v znamenjih v pesku, v drobnih delcih skal, ki se lesketajo v soncu, v rožah pred hišnim pragom, v nasmehu novorojenca in v tvojih utripajočih žilah. Obstaja povsod in v vsem. Svet pa se giblje in spreminja s hitrostjo, ki je ljudje ne moremo niti nadzirati, niti razumeti.